Jožef Močnik se je z zborovskim petjem prvič srečal že v osnovni šoli. V srednji šoli se je pridružil pevskemu zboru na Cerkljanskem koru, kjer je leta 1968 kot 20-letnik začel svojo pot zborovodje. Ker je bil takratni cerkljanski cerkveni mešani zbor zelo majhen, je že po letu dni ustanovil moški zbor, kmalu zatem pa še dekliškega. Po 2 letih je vse 3 zbore združil, kar je omogočilo boljše delovne pogoje. Delo organista in zborovodje je opravljal skoraj 17 let. Poleg umetniškega dela se je že zgodaj spopadal tudi z organizacijskimi izzivi. Med letoma 1969 in 1977 je v okviru Festivala slovenske cerkvene glasbe v Cerkljah organiziral 7 koncertov, na katerih je nastopilo 65 pevskih zborov iz vse Slovenije in zamejstva. Močnikovo delo so kmalu opazili tudi člani moškega pevskega zbora Davorina Jenka, ki so ga povabili k sodelovanju. Leta 1973 je prevzel vodenje tega cerkljanskega posvetnega moškega zbora, pri katerem je kot zborovodja deloval do leta 2018, nato pa ostal aktiven kot pevec. Poleg cerkljanskih zborov je Močnik kratkotrajno vodil tudi moški zbor v Stražišču pri Kranju, oktet glasbene šole Kranj, komorni zbor Peko Tržič ter otroške in mladinske zbore na osnovni šoli Šenčur, kjer je 8 let poučeval glasbeni pouk. Ne gre za Fajte, sjest, ponudno vidim kupuje. To je okej. Močnikovo umetniško poustvarjanje je bilo tesno povezano s komornim moškim pevskim zborom Davorina Jenka Cerklje. Pod njegovim vodstvom je zbor že v prvem desetletju postal eden boljših moških zborov v Sloveniji, saj je na tekmovanju Naša pesem v Mariboru 3-krat prejel bronasto in 1-krat srebrno priznanje. Zbor je pod Močnikovim vodstvom ohranjal visoko kakovost, kar je potrdil tudi po 30-letnem premoru, ko je ponovno nastopil na tekmovalnem odru. V zadnjem desetletju je zbor prejel zlato in srebrno priznanje na regijskih tekmovanjih ter bronasto plaketo na državnem tekmovanju. Močnik je veliko pozornosti posvetil tudi oblikovanju vsebinsko zaokroženih koncertnih večerov, ki so zahtevali še več angažmaja, saj so poleg glasbenih del vključevali tudi dramaturški vidik. Scenarije zanje je pisal sam, večkrat pa je oblikoval tudi grafično podobo koncertov. Med njegovimi najodmevnejšimi koncertnimi večeri so bili Živalski karneval, Božična zgodba, Pojo, pojo zvonovi, Mejniki slovenstva, Nekoč v starih časih in Večer slovenskih napitnic.
Ob 65-letnici zbora je Jožef Močnik izdal knjigo Šel bom tovarša iskat, v kateri je predstavil zgodovino komornega moškega pevskega zbora Davorina Jenka Cerklje in zbral 65 njihovih najbolj priljubljenih pesmi. Za svoje dolgoletno glasbeno ustvarjanje je Jožef Močnik prejel številna občinska, regijska in državna priznanja ter postal tudi častni občan svoje občine. Ko sem že pri besedi, bi se pa rad še zahvalil tistim, ki so me vztrajno priganjali in navijali za to, da se lotim tega dela. To so nekateri še prav vneti člani tega zbora. Hvala vam, fantje.